V tem studiu danes zjutraj Dare Kavrič. Dare, dobro jutro. Dobro jutro! Dobro jutro. Kaj si ti, koliko si moral stati danes po pravici? Po pravici povedano, zbudil sem se ob 4. Ojej. Ob 5 sem pa štartal, no, ampak moram reči, da je bila cesta potrkamo, je pa super, za nazaj pa bo trajalo, brez skrbi. niti pomisliti ne. Ja, res. Tako da zdaj, v bistvu smo se isti čas vstali. Ja. Nekako tako. Zelo nerokerska ura, ne? Pa meni to ne dela problemov, ker preden se začel ukvarjati bolj resno z glasbo, sem hodil v službo in sem bil 18 let na idrijski firmi Kolektor in tam sem od 6 do 2 in Aha, okej. nisem imel problem. To je Na Kolektorju si delal? A, seveda. Kaj ste pa delali? Marsikaj. Ja, okej. V glavnem smo pogruntali, da je za njih in zame bolje, da grem. Tako da sem se podal polo muzičke vode. In za slovensko muziko, hvala Bogu tudi. Tako da, Dare, za tebe velja tista, mislim si edini na slovenski sceni, ali pa eden res izbrane peščice, za katerega velja premisa, najprej so bile kuzle, zdaj pa imamo tak, ne? Ja, res, z muziko sem se začel ukvarjati kot mulc in zgleda, da smo bili v pravem času, smo odraščali, smo bili tinejdžeri in valjda punk je bil tisto, kar nas je držalo gor. Sicer rok trajanja kuzle je bil samo 2 let, ker pa so razni odhodi v vojsko in tako naprej, ampak v teh 2 letih smo kar naredili en kapenih stvari, tako da še zdaj to ime nekako ostaja, ne? Čeprav ni bilo nikoli number one, ampak to tudi ni namen punk bandov. Ne, absolutno ne, pravijo enkrat punker, ne? Ja. Vedno punker. Tako nekako. Ne moreš, vedno je malo. Kaj je tudi recimo kasneje v vseh tvojih glasbenih projektih, tu seveda najbolj štrli 30 let s Kingstoni, pa tudi ostali projekti, ki so bili zelo uspešni, si vedno bil tisti, ki je, ker vseeno punker, veš, je malo nekonformističen, ne? Ja, na trenutke seveda, mogoče to, da vsem to ni zmeraj pasalo, ampak evo, moraš zmeraj malo zdaj lahko rečem stari nergač. Ja. Nekaj zmeraj ni prav, ne? Ja, se prav, ker samo je prav, da ni prav, ne? Ja, absolutno. Tako, ne more biti vse lepo, ne? Mama naslov naslednjega albuma, mogoče je prav, da ni prav, ne? Ja, tako. Moramo zapomniti. Ampak ja, Dare, tvoj opus delovanja je res wow. V bistvu že to, da tako dolgo človek, ne bom rekel, da preživi, ne me narobe razumeti, ampak v umetniškem smislu, oziroma v ustvarjalnem smislu, da ti praktično 40 letja delaš in imaš dejansko še vedno kaj zapovedati, to je genialno, ne? Moram reči, da enih 5 let nazaj sem bil na festivalu MMS s komadom Povozil me je čas in polka sem zmagal na tem zdaj letos, ne, mi je rekla žena, no, nite še lih čist povozil čas, ne. Ne, tako da zmeraj iščem neke nove izzive v muziki, bom rekel tudi različne žanre, se pravi, vmes sem delal še za Blue eno generacijo, ki je tudi bilo zelo pri srcu ta muzika, potem iz Afrikancije smo naredili Atomic Harmonic. In šli med legende na nek način, ne? Kingston so bili pa tista stalnica, no, pa sem pa tudi občasno začel delati svoje solo komade, evo, in leta, ne vem, 2011 sem izdal svoj prvi album Partigiano di Amor, no, pred 2 leti pa album Muzika za ples, na katerih je 12 duetov z glasbeniki, izvajalci, pevci, avtori, katere zelo cenim, no. In o muziki za ples in o tem bomo še govorili. Jaz bi morda za trenutek se ustavil še pri tvojem zadnjem uspehu, torej zmagi na festivalu Melodij morja in sonca. To je tak en festival relativno daleč od Maribora, ampak zagotovo sodi med legendarne. Malo je bilo vmes, se zdi, da je malo počepnilo, vse skupaj v zadnjih letih pa zadeva spet raste. Ne, nazadnje se mi zdi, da je na neki pravi nivo dvignil to Žan Videc iz Maribora, ki je zmagal tam. Lani, ne? No, Idrija zdaj pa potrdila to, ne? Točno to. Ne, tak da, ampak to je festival, ki si ga zdaj na nek način osvojil 5. Ne? Ja, moram reči, da od vseh teh festivalov, ki so pri nas, se pravi, zdaj ima še slovenska popevka, ali ni več, Ema in Melodije morja in sonca, tale zadnji Melodije morja in sonca mi je definitivno najbližji, ker je, se zdi, da tam je taka bolj sproščena vibra, pa morje zraven, pa poletje, da je bolj tako easy.
tudi ni čutiti nekega hudega rivalstva. Mi smo tam pač se družili skupaj vsi in noben nima tega občutka. No. In na koncu smo veseli, da se lahko zdaj pogovarjamo, da je Darek Kavrič zmagal in sicer je to hit Kristalno jasno. Ker en korak naprej od povozu me je čas, ne? Razen, če ti je kristalno jasno. Da me je povozil čas. Dajmo si privoščiti Kristalno jasno, pa potem dalje z Daretom, ki je naš gost danes zjutraj v Totem jutru. Kristalno jasno, Darek Kavrič. Darek, dobro jutro še enkrat. Dobro jutro še enkrat. Še enkrat čestitke. Hvala. Marijači v slovenskem hitu, to je tudi prvič, prav, ne, se zdi. Moraš mere, kaj potuhtati nekaj, ti pride en signal, ne vem, odkje iz vesolja ali kaj pa vem. In meni so se prikazali tile marijači glasbeniki in to je bila res dobra fora. Tudi na samem festivalu so popestrili dogodek, tako da je bilo vse malo bolj živahno. S temi sombreroti oziroma s temi klobuki in vrhunsko. Žal so tekilo pozabili doma, tako da... to je tudi bil en hit, če se ne motim, s temi 100 tekilo. 3 prste tekile, limona in sol. Ti si ne znaš predstavljati, pa si znaš verjetno, ne? Ampak zdaj, ker se prvič pogovarjamo, koliko si v bistvu del svojim ustvarjanjem, svojim delom pri nekem bendu, pri nasplošno svojim solo ustvarjanjem v neki kulturni zavesti naroda. Ker zdaj vidiš, zdaj si rekel tekila. Mi smo odraščali s Kingstoni. In zdaj, to je bilo logično. Rekel si tekila in smo si takoj začeli pet 3 prste tekile, razumeš, ne? Rečeš le, kako oni norijo po ulici, pa kam greš letos na more, Hotel Modro nebo. Take stvari. In če te kdo vpraša, a ti je kaj jasno, rečeš kristalno jasno. Kristalno jasno, res. Ampak ni pa nekega kristalno jasnega načrta, da lahko toliko let tako uspešno deluješ. Ne, tu mora biti spontano in kadar pride moment, da nekaj narediš zdaj, da bi šel pa pač kot v službo, pa tam tuhtal, kak bi zdaj naredil, to mi pa absolutno nagre. Tudi res, kot si rekel, ogromno komadov sem naredil zase, za druge, ampak predvsem sem delal s takimi ljudmi, katere sem res poznal osebno, ker smo bili frendi, prijatelji, ker nekaj ljudi mi je tudi vprašalo, že če jim napišem kakšen tekst ali kaj tazga, sam to se je skazalo, da ni dobra ideja, ker ni bil zadovoljen, ne naročnik, ne jaz, ker veš, moram poznati človeka in vedeti, kaj se dogaja, ne. Tako nekaj po naročilu pa res ne znam. Je težko, ne? Kak je tvoj delovni proces? So to ti momenti, kot praviš, ko ti pač vesolje, ko te se skonekta, pa downloadaš? Nekaj tazga, pa seveda lahko te ustvarjanje spodbudi, mogoče čisto navaden naslov v časniku ali pa gledaš po televiziji nekaj, pa to bi pa... Recimo tudi, ko sem delal to božično, ko sem 2 let nazaj, sem gledal film o tem Shane McGovanu od skupine The Pokes, in on je tudi imel neko božično zelo uspešnico, Fairy Tale of New York, se neko je tudi en tak komad naredil, ne? In zato tisti komad je tak bolj, bom rekel, v irskem momentu. No? Aha, skratka, nikoli ne veš, kje najde umetnik. Nikoli ne veš, kje te čaka, kot policija. Boljše biti previdni in imeti radarje odprte. Dare, drugače zdaj, ko si se odločil za solo pot in solo kariero, kak se je spremenilo? Verjetno zdaj je pa še več odvisno od tebe, ali? Se pravim, prej sem bil totalno vpet v to, tudi, mislim, kar se tiče avtorstva, pa tudi določenih organizacijskih stvari. Zdaj pa vse sam, zato tudi tale zmaga na festivalu letošnja mi je od vseh, ki sem jih dobil dol v Portorožu, v bistvu pomeni največ, ker sem bil ta, nam rekel, home alone, ampak all by myself, me, myself and I. Ja, res je, in zdaj pač za vse bookingi pa to zvonijo telefoni? Se dogaja, je že kar nekaj nastopov v Paci in komaj čakam, to se začne konec avgusta, 28. če povem, smo v Izoli, naslednji dan v Zagorju, 9. septembra Aleja Ljubljana, tako da
Je nekaj, se dogaja in jaz verjamem, da bo na tvojih nastopih energično, pa tako kot more biti. Te je strah, da boš... Z naše strani sigurno. Ja, no, vse pa jasno, energija steče in je to. Te je strah, da bo še enkrat tako kot Mick Jagger pri 80. Ne, se ni zabat. Mislim, da to je bil to zdaj moj zadnji festival, ker zdaj več mislim, da ne moram več narediti dol, ker je res bilo to the best. Drugač pa pač nastopal bom, dokler bo tu zanimanje, ustvarjal bom pa sigurno, ker brez tega ne znam. Ja, verjamem. In Darek Avrič zaenkrat torej še uživo na odrih, tako da gledajte, da ne boste zamudili, čaka bo zagotovo. Daj vas zavrteti eno iz tega albuma duetov tvojega Muzika za ples. Slišali bomo z besedami in prsti še eno Primorko s Tinkaro Kovač. Ja, na tem albumu Muzika za ples je res 12 duetov z glasbeniki, kot sem že prej menil, ki zelo cenim, od Newsweek kvarteta, Tinkare Kovač, Anika Horvat, Manuš, Prifarski muzikanti, Zlatko, Davor Goboc iz Psihomoda Pop, pa sigurno sem še koga pozabil. S Tinkaro so imela pa tako zgodbo, poznava se itak že 100 let. Ja. In enkrat smo igrali na eno, po koncu korone je bil kot neki koncertič MMS po MMS-u in so bila gosta in jaz in Tinkara plus še nekaj drugih in ko govorimo o temu za kulisijo, malo se pogovarjamo o temu, kako MMS zdaj napreduje pa to in rekla, jaz ne morem verjeti, kako je lahko tiskrat zmagala brizgalna brizga. Ona ni vedela, da sem jaz to napisal. In jo njen bobnar je rukne tam nekaj, nismo več govorila tisti dan. Pa čez kakšno leto, res leto, me pokliče, reče, ni mi dalo miru, sem ti mogla poklicati. Rekla se, opravičujem, ker sem takrat rekla, mislim, mene šlo to itak skozi eno vhodno. No, sem rekel, zalon mi boš pa ti zdaj en komad odpela na plati. Rekla, ne problema. In tako je ratala tale z besedami in prsti. Ok, pa si jo privoščimo, Darek Avrič je naš gost danes zjutraj. Ok, torej za Dareta vemo več kot 40 letja izjemno uspešno na slovenski glasbeni sceni, ampak eno je, seveda talent je potem takem nesporen, ker brez tega ne gre, ampak ali si kdaj zračunal ali pa zložil, koliko si pa ti moral dejansko pregarati za to, ker brez tega ti talent en drek pomaga, ne? To je bolj, da sploh ne razmišljaš o temu, ker to, kakor je tukaj res enih odrekanj pa vsega, kakor sem mogoče za nekoga sliš, ki ni v temu, da je to kar nekaj daleč od tega, mislim, res je, ker si moraš biti skozi, bom rekel, v temu, no. Ja, in koliko recimo tvojega ustvarjanja je tvoje domače okolje, Idrija? Ja, pa jaz vse delam v Idriji. Vsi najbolj poletni moji komadi so nastali tam nekje januarja, februarja, kaj je bilo najbolj zamorjeno. Ja, no res je, ko hrepeniš po nekem poletju. Nečem drugem, ne? Takrat ne, po kaj poletje daš pač tak komad ven. Pač daš ven, ne. Moram vprašati, znaš kleklat? Ne. Jaz znam. Jaz bom več potegnila. Ok, poselo drugo leto pojaviš na Čipkarski festival. No, bomo navijali. Dobro, hvala. Ja, to je treba vprašati, ker če veš, vprašaš, po čem je znana Idrija, seveda najprej takoj vsi pomislijo čipke, potem drugo Rudnik in tretje Darek Avrič, že počasi, ne? Ne, vmes so še idrijski žlikrofi. Žlikrofi, ja. Kako si te na to pozabil? Katastrofa. Ja, verjetno ste jih jedli, pa niste lačni. Ja, ne, nismo še, ampak dejstvo je, da je Idrija eno tako zelo zanimivo ime in mesto, kamor ne gremo ravno najbolj pogosto. Ja, absolutno, vsi se ustrašijo tistih ovinkov dol proti nam, ampak ne bom rekel, da jih lahko privozim zaprtimi očmi, ampak nam je to nekaj najbolj normalnega, kar je, če si hotel kamorkoli priti, si mogel
po tistih ovinkih in tam je to čez skulirano. In ti ovinki so tudi verjetno krivi, da imate tudi eno tako posebno narečje, ne? Seveda. Zdaj mnogi so to spoznali tudi preko Ane Pupedan, ne? Ja, to je pa že druga zgodba. Druga zgodba? Ne, oni so pa iz Pivke. A, Pivka? Ja, ne, to je pa druga. Skoraj vse isto. Ampak imate dejansko res eno posebno narečje in zdaj, če bi moral dariti pozdraviti v idrijskem narečju vse naše poslušalke in poslušalce. To je prelahko vprašanje, ker to je zelo podobno. Ne? V glavnem, živel sem, ko zdaj poslušate toti radio, jemte se fajn, pa se vidimo dol par Franeto. Okay. Preden si privoščimo še tvojo Partigiano di Amor, Dare, pa sem se jaz odločil, da tebi pripravim en mini test. Ne, se ni nič težkega, ampak tako dolgo. Ja, to vsi reče, da ni nič težkega. Pa jaz švicam tukaj, pa ne vem kva. Ne, tako dolgo na glasbeni sceni, pa me zanima, koliko si kaj, pa toliko hitov si napisal, pa me zanima, koliko tekstov poznaš, oziroma če lahko po tekstu prepoznaš legendarne slovenske komade. Ne bo težko. Ajde. Pazi, prva. Spolnomočni silno zdravi. Zorči predel. Praslovanček. Praslovanja pa bravo. S tem smo tudi rasli gor, ja. Praslovanam. To smo imeli en klub tam v Idri in smo se popoldne dobivali in vem, to je bil ta komad, je bil tudi 5-6 v 3 urah, ne, to je bilo res hit. Ja, je vrhunski. In eden, na katerega smo najbolj ponosni tukaj v našem mestu. Pazi, menjava glasbenega stila. Če je narodno zabavna, ne znam neč. Ne, ni narodno zabavna, pazi. Krila bi dobil, mesec bil je kriv, delala sva vse, kar se ne sme. Ona kriva je, da ne rabim sanj, ko pogleda me, vse v meni vre. Plestenjak. Sem ne vem, kjer komad. Soba 102. Ja. Glej, Dare, uspešno si opravo. A to je to, hvala. Ne, čakaj, pazi, še ena je, to pa je resničen test. Pazi. Ja, že vem, kjer je. Kera? Ja, zdaj se zasmejal nekaj. Ne, hecam se. Pazi. En poljub nekoč meni je zadoščal, da vse sem ti verjel, vse sem ti oproščal, a v srcu skriti dvom več ti ne verjame, več ne pomagajo ne solze, ne kesanje, to noč ne. Ok, ne veš si. Ne vem. Vredo je. Zakaj bi Wernera poznal, ne? Ja. Na to se računal. Hvala lepa. To bi se pravilno odgovor zdaj bil, ne? Ja, pa je bil pravilno. Ja, absolutno. Dare, torej, kdaj te bomo... Kaj bo, kakšno nagrado dobimo, ali kaj? Ja, absolutno. Ja, to bomo bolj zrihtali. Še eno kafe. Imamo nagrado. Prinesi, prosim. Ne, absolutno. Pokal imamo. Pokal? Ja, poseben. Namreč mi smo edini radio za svojo personalizirano zobno ščetko in sicer z najboljšo zobno ščetko na svetu, ki je narejena v Mariboru, to je VBO Premium zobna ščetka in seveda to je pokal za uspešno opravljen test, ampak ob koncu, Dare, nas zanima, kdaj te bomo kaj tu v našem koncu lahko videli. Ja, upam, da prijem kaj tudi v vaše konce, se pravim, imam koncertno zasedbo, Tambura Team, to je band, ki je sestavljen iz pač boben, kontrabas, harmonika, brač, kitara in v bistvu imamo repertoar sestavljen iz, bom rekel, mojih po lastnem izboru, nek jagodni izbor mojih avtorskih komadov, ki se pravi od Kingstonov, Zablujena generacija, Atomic Harmonic, Rhythm Planet, celo Kuzle, pa seveda še par svojih, ampak vse na nek nov način prearanžirano, tako da ne bo dolgočasno. Vse s tabo ne more biti dolgočasno, mi smo se imeli res fenomenalno, glej, dovoli, da ti predam pokal. Thank you. No worries, si prislužil. Ta ščetka, dobro je. V redu. Vri je. Vrej je. Evo, bravo, skoraj malo preširoki ampak vrej je. Vrej je. Ja, bo počasi. No, mi bi rekli pa, v redu je.
V redu je. Vidiš, dobro, veri. Skupaj. Dare, Kavri, slišali, še bomo Partizano Diamor, najlepša hvala za tvoj obisk v tem studiu. Upam, da si se fajn imel tukaj. Čudovito. Mi čakamo, da te vidimo v živo, ko boš spet v Mariboru pred nastopom. Nujno pridi mimo, da se še malo pomenimo in da jasno povemo, kje te lahko vidimo v živo. Pa veliko uspeha še naprej, ne? Hvala za povabilo in naj vam bo celo poletje kristalno jasno, če že meni ni. Evo ga.